Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kaja Solo in danes govorimo o letu 2024. Probamo vsako leto narediti en tak video na začetku leta, kjer pač, ne vem, ali govorimo o tem, kaj se je dogajalo v prejšnjem letu. Včasih sem pa brala tudi na pisma, ker sem se jih pisala za kao za novo leto, ampak lani si ga spet nisem. Letos si ga pa res moram prav. Zdaj, ko končam tale video, si moram napisati to pismo, ker pač sem kar malo jezna, da si ga nisem napisala. Zunaj ful piha, upam, da se to ne čuje. Bom zaprla okno. 2024 je bilo iskreno precej težko leto, pa se mi zdi, da čisto vsako leto to rečemo. Oh my god, ko me čakam, da bo konec tega leta, 2025 je nov list, nepopisana knjiga in začeli bomo znova. Iskreno, se mi zdi, da letos novo leto vidim ful drugač. Prejšnja leta sem vedno bila na novo začnemo, ampak iskreno ne, pač samo navaden dan je. In tako se moramo truditi čez celo leto. Če si zadaš na začetku leta nekaj kao za obljube, pa ne vem kaj vse, se mi zdi, da tega ne boš tako dobro držal, kot pa to, da se zadevaš, da v bistvu vsak dan je nov začetek, vsak teden je nov začetek in novo leto je v bistvu sam še en navaden dan. To za mene se mi zdi, da tek novo leto letos ful ni bilo tek neki, ne vem, da je na novo, ker se je pač že lani zgodilo toliko enih sprememb, ki so naredile moje življenje čisto novo. Glavno, da zdaj govoriti o tem. 10 stvari, ko so se v letu 2024 zgodile. V bistvu grem tukaj bolj kot ne samo po YouTube kanalu, kaj vse se je dogajalo čez leto, ker pač o mojem privatnem življenju ne bom zdaj toliko veliko govorila. Bom povedala par stvari, ampak ne bom pa zdaj šla toliko in depth. V glavnem, prva stvar, ki se je lani zgodila januarja, je bila, da sem probala delati content v angleščini. In pol sem obupala. Iskreno, še vedno si želim, da bi lahko nadaljevala v angleščini. Se mi zdi, da mi je bilo takrat malo preveč cringe. Vse je bilo zabavno, ful veliko ljudi je na novo prišlo na moj kanal, pa zelo mi je bilo fajn se pogovarjati z njimi. Ampak pol, ko so pa se začeli pač vlogi pa to, a veš, v angleščini ful hitro padeš v to, da je toliko že enih content creatorjev, ki že to delajo, pa ful na višjem nivoju, da pol pač padeš, ker jaz še vedno se snemam sam doma, jaz nimam studija, jaz nimam ne vem kaj. Tako da sem pač mi je lažje, da delam na tak način, pa da imam dejansko nek connection mojim slovenskim audiencem, kar ste pa vi. Thank you so much for being here. Bi pa definitivno, če bi imela priložnost, bi delala obojni content, da delam in v angleščini po slovenščini, ampak nimam toliko časa. Druga stvar, ki se je zgodila, pa ki sem kind of jezna sama na sebe, da sem imela letos ful enih idej za projekte. Hotla sem ful več risati, hotla sem delati content za mesta, ki sem jih govorila, veš, ki sem naredila video v Velenju pa to, ampak pa nisem imela energije, pa iskreno tudi nisem imela dost podpore doma, pa pomoči, da bi lahko to delala, teda sem na tem obupala. Letos bi definitivno rada realizirala svoje cilje, vsaj glede arta. Se mi zdi, da sem vsako leto preveč ambiciozna na začetku in glih zaradi tega mi pa ne gre, ker pač kar nekaj si mislim, da jaz tega ne zmorem. Art je pa ena taka stvar, ko jo lahko. S tem, da letos imam še ful več podpore, sploh glede arta imam Tejo, pa tudi Jan je ful helpful glede tega, ker pač tudi on veliko stvarja, tako da pač razume te stvari. Tako da, art is coming, I promise. Pa gaming tudi pride, by the way. Tretja stvar so bili eventi. Letos jih je bilo ful veliko. Zahvaljujoč Janu jih je bilo več, pa ful sem se imela boljš. Itak Game Gang Show, na mej nevidnega, pa zdaj na koncu leta še Recon, pa Unicon, pa Mofocon. Jaz sem že od nekdaj ful si želela hoditi na konvencije, pa pol nikoli nisem imela te prave družbe, ker jaz sem kind of shy, pač nikoli nisem najdla nekih full close friendov v tem communityju, ampak zdaj imam Jana, teda zdaj skupaj hodima in je full fajn, pa tudi Teja je malo bolj odprta za te stvari in predvsem mi največ pomeni, da pač od tega nobenemu od mojih friendov ni cringe. Like, se mi zdi, da v preteklosti je bilo in glih zaradi tega pol tudi jaz tega nisem hotela delati. Zdaj pa je tako, this is a part of us, we are weird and we do that. In pač tudi, ko vi komentirate kakšne negativne komentarje, se sam tako, but my friends accept me, you know? I don't give a shit about your opinion. Sem hvaležna za vse te dogodke, za doživetja in se ful veselim, kaj vse bo prineslo leto 2025. Četrta stvar so sodelovanja, ki sem jih letos imela. Eno izmed glavnih sodelovanj je definitivno bilo sodelovanje z Zavarovalnico Triglav, ko smo delali podcast Odkrito o skritem. Privilegij, da smo imeli kar ene zanimive goste, pa veliko zanimivih tem. Če vas to zanima, si lahko greste pogledat, by the way, to ni sponsored, ampak sem ful ponosna na naš mali projekt. Zadnja epizoda je bila, ko sem bila jaz gostja in sem govorila o spletnem nasilju, tudi da lahko greste pogledat na kanal od Zavarovalnice Triglav. Drugo sodelovanje je bilo sodelovanje z Ikejo, že sicer v začetku leta bolj, ampak ko smo šli v Milano
Ljubljano in potem zdaj na koncu leta sem dobila še njihov ta brown ball stol, pa opremo. Tako happy za vse te stvari in se moram pač še enkrat zahvaliti, ker jaz zdaj low-key skozi sedim na tistem stolu. Like no joke. Niso me plačali za ta video, ampak jaz skozi sedim na mojem stolu, ker je amazing. Imam vse iz Ikee. Vse v mojem stanovanju je iz Ikee. Če je pohištvo, je Ikea, ali pa mi je mami dala. Mladinska knjiga je bila tudi ena taka vrhunska priložnost, ko smo z Janom šla v cosplayu. To je bilo zanimivo. Ampak ja, to niso zdaj bili neki moji long-term sponzori, to so bila zdaj samo ta sodelovanja, ker sem bila najbolj happy, da sem delala z njimi in se ful veselim, da vidim, s katerimi vse firmami bom imela privilegij delati še letos, ker pač to me ful veseli in mi je tak, kar proud sem. Najbolj proud sem pa itak vedno na džunglo, ker smo letos bo že 5. leto, odkar sem na džungli in še vedno delam videe vsaj enkrat na mesec, vmes mogoče pač ni ratalo enkrat na mesec, ampak ja pač. To je že ogromno videov. Like, ne vem, koliko sem jih že naredila, ampak jih je res velik in sem toliko ponosna, da sem del tega še danes, da bom tudi del tega še v letu 2025. 5. stvar, ki se mi je zgodila, so novi ljudje. Aprila lani sem spoznala mojo zdaj najboljšo prijateljico Tejo, spoznali smo se na Umiko v Kopru. Umiko je tudi bil en event, kjer sem bila, to sem čisto pozabila povedati, ker takrat še ni bilo tako fajn, ali kaj naj rečem. Ampak je bil pa definitivno pomemben zaradi tega, ker sem Tejo tam spoznala. In to je bila ljubezen na prvi pogled. Mi da smo se takoj zaštekale, ker imamo pač zelo podobne interese in je tudi eden izmed ljudi, ki me najbolj podpira pri vsem, kar delam in pa ta nek emotional support pri vsem. Pač Teja, I love you so much in sem tako happy, da boš zdaj delala še videe na mojem kanalu. Jaz že nestrpno čakam, da vidim, kaj boš pripravila. Pa moram mi to pač pomeniti tudi Jana, logično. Pa da tudi Jan bo delal svoj content na mojem kanalu, to sem že povedala. Z Janom smo se poznala že odprej. Najino zgodbo smo načeloma že povedala v videu. Ampak ja, jaz sem se lani odločila, jaz sem samska, gremo na kavo. Rest is history, isto ko Tejo, pač zaštekala takoj in to je to. In pri tej in pri Janu moram povedati, da pač se pri njima toliko accepted počutim. Moram priznati, da zdaj v zadnjih 2 letih ful nisem imela tega powerja, da takle prosto govorim v kamero, sem mogla imeti ful scenarije. Ona dva sta mi pač s to podporo, pa s tem, da sta pač toliko odprta do mene in da pač me razumeta. Sem se odprla tudi tukaj na YouTubeu, da pač zdaj spet lažje govorim, kar je ful weird thing. Ampak ja, dejansko pač jaz si lani ful nisem upala govoriti o sebi, like, ain't no way. Teda hvala vama obema, pač najraje imam. 6. stvar, ki se je zgodila, je bila selitev domov in pa selitev zdaj sem. Ta selitev domov nazaj k mami je bila precej težka za mene, zaradi tega, ker sem jaz leta 2021 imela svoje sanjsko stanovanje v Ljubljani in potem sem se selila za ljubezen v naslednjo stanovanje in potem, ko je ta ljubezen šla stran, tam sem mogla sprijazniti s tem, da sem izgubila tudi moje stanovanje v Ljubljani. Potem sem se mogla pač preseliti nazaj domov in zdaj pač, če enkrat ti živiš na svojem, pač čist na svojem, da imaš svoje stanovanje, kjer imaš že svoje pohištvo pa vse in potem greš nazaj domov, imaš toliko enih stvari in toliko enih drugačnih navad, ki jih prej nisi imel, ker pač je drugač, sej ni, da se z mojo mami ne razumema, ampak vse je tak mal, tak en poraz je. Ampak sem si rekla, jaz zdaj 2 leti nisem mogla zares imeti prostora takega, ko si jaz želim in potem sem si jaz doma svojo sobo naredila točno tak, kot sem jaz hotla. To me je nekako odprlo, da sem pač se sprijaznila s tem, da sem nazaj doma. Definitivno je bilo malo depresije, ker sem pač šla iz Bleda v Velenje, to moram priznati. Ampak sem bila in da ne bom zavedno tukaj. Sem nekako vseeno uživala, da sem bila spet malo v domačem kraju. Zdaj sem pa drugje spet, da smo se pa preselila z Janom skupaj in iskreno, jaz sem sam toliko happy, da živim z osebo, ki me res sprejema tako, ko sem. To je ena glavna stvar med nama z Janom. Nič se ne rabi nobeden od nas spreminjati, sma taka, ko sma. Druga stvar, ki jo ful cenim, je to, da lahko imam Luno zraven. Jaz z Luno nisem živela 3 leta in sem jo ful pogrešala. In v Ljubljani je nisem mogla imeti zaradi tega, ker pač nisem smela zaradi stanovanja. Na Bledu nisem čisto ziher, zakaj nisem smela imeti, ker nikoli nismo pač se dejansko z najemodajalko pogovarjali o tem. Ampak ja, tudi osebi, s katero sem živela, Luna pač ni bila všeč, tako da je pač pol nikoli ni bilo. Jan je Luno zelo lepo sprejel in je zdaj pač del doma. Ona pride v paketu z mano in sploh ni bilo debate. Like, Luna is here to stay. 7. stvar, ki se je zgodila, je nova frizura. Jaz sem si že leta želela kratke lase. Želela sem si pač frizuro princese Diane, ampak si nikoli nisem upala, predvsem zaradi tega, ker pač sem bila s fanti, ki so bili mnenja, da pač
jim krajši lasi ne bojo všeč. In pol, ko sem bila končno samska, sem si rekla, veš kaj, zdaj pa nobeno mnenje več ni važno, I'm gonna do that. In sem šla snip k nejcu, sem se postrigla in zdaj imam kratke lase. In honestly, ne obžalujem. Zdaj sicer moram si postriž frufru, da ga bom spet imela, ampak I am so happy. Ne bom si zdaj vsak mesec strigla lase, da bom imela spet kratke. Si jih bom definitivno pustila, da mi rastejo, ampak I'm still happy with it. Ful se ne borim več svojimi lasmi. Se mi zdi, da to, ko sem se ostrigla, je bil en tak acceptance. Moji lasje so taki, ko so. Ful je lažje, da so blond, zaradi tega, ker pač so kratki in nimaš kaj dosti uničiti. In tudi če uničiš, jih pač postrižeš, saj niso dolgi. Predvsem je to, da lahko imam tako frizuro, ko jaz hočem. Hvala Jan, da si accepting, ker I couldn't do that in the past. 8. stvar, ki se je zgodila, je itak Vlogmas. Je bil uspešen, smo preživeli. Spet se moram zahvaliti Janu, ker mi je ful veliko pomagal. Tudi on je posnel 2 vloga, Teja je posnela enega in s tem smo tudi prišli do ideje, da bo ta ona 2 objavljala tudi na moj kanal. Pa predvsem se moram zahvaliti zaradi tega, ker je Jan razumel, da moram veliko snemati, da ni bilo nekega pač kakršnega koli judgmenta glede tega. In tudi kadar smo nekam šla, recimo, je tudi on sam od sebe vzel kamero v roke, pa pač malo snemal, ker se je zgodilo, da pač jaz čisto pozabim vlogat. Sploh med vlogmasom, ker mora biti vsak dan in jaz to pač včasih čisto pozabim. On pa ni pozabil, je vzel kamero in snemal in pa sem jaz zmontirala in sem imela video. Teda, hvala ti Jan, ful. Jan res ful razume, kaj je moje delo in mi pri tem res ful veliko pomaga. Pa ne ne vem, da bi mi montiral video ali pa da bi veliko snemal, ampak enostavno to, da se pogovarjamo o tem, da iščemo ideje in da pač imam jaz ta nek freedom, da ustvarjam. 9. stvar je moj Inktober, ker jaz sem nekako pozabila na to, da znam risati v zadnjih letih. Jaz, ko sem bila otrok, sem ogromno risala. Jaz sem risala povsod. Jaz sem risala, če smo bili doma, če smo bili na kakem kosilu, če smo bili v avtu, jaz sem skozi risala. Med poukom sem risala. Mogoče me zato učitelji niso marali, ampak Tu se moram pa zahvaliti tej, ker smo avgusta šli na morje. Smo v bistvu si vzeli obedve zraven svoje art supplies in smo ure in ure samo sedele pa risale. Me je ona ful mi je dala enih challengeov pa idej in me je to nekako odprlo, da sem spet začela to risati, ker ona pa ful ogromno riše. Ona zafila en sketchbook v enem mesecu, kar jaz ne vem, če sem že kdaj zafilala cel sketchbook in my entire life. Teja mi je res ogromno inspiration glede tega. Njen art mene ful inspirira, ker pač je tok creative. Njeni sketchbooki so tek moja najljubša stvar na svetu. Pejte si pogledati sketchbook Toro Teje na Vlogmasu, amazing je. Oktobra sem se odločila, da letos bom pa res probala Inktober in sem ga delala od prvega prompta do zadnjega. Nisem delala sicer vse v oktobru, ampak sem ga naredila. Ful sem ponosna, da sem najdla tudi svoj art style, ki je ta pač nek line art z temi alkoholnimi markerji in mi je ful všeč and I'm really proud of that. Teda se ful veselim, da bom letos pač tudi na YouTube kanalu več mojega arta delala. Rada bi tudi začela malo svoj art prodajati. Če ste zainteresirani, bom v kratkem naredila nek svoj drug account na Instagramu, kjer bom objavljala samo svoj art in lahko ga boste tudi kupili. Teda, that's awesome. Pač printe, pa nalepke, pa ne vem kva vse. Ampak ja, moram še setat up vse skupaj. But that is coming very soon. Zdaj pa 10. stvar, ki pa je nažalost najbolj definirala letošnje leto, je pa the big breakup. Se mi zdi, da je bil to breakup, ki me je največ naučil o sebi in o tem, kaj si želim od življenja. Me je to razmerje zelo tišalo dol, ker nisem bila prosta, da delam vse stvari, ki si jih želim, ker sem vedno imela nekako v mislih bolj to, kako se on počuti, da moram jaz za njega poskrbeti. Sem vedela, da to ni v redu. Če vedno tudi on bi mogel imeti isti worry za mene, but he didn't. Tako da sem pač jaz sebe bolj kot ne dol tišala in sem, tako sem rekla, zgubljala sem glas, nisem mogla več delati vseh teh stvari, ki si želim delati. Vse svoje projekte sem dala na stran, zato ker sem pač njemu pomagala čez različne stvari. Pa sem si bolj na koncu rekla, a veš kaj, ne morem več. In sem dejansko pač šla iz tega toksičnega okolja in iskreno, zakaj je tako dolgo trajalo, je zaradi tega, ker sem pač, tako sem prej rekla, zaradi tega stanovanja, ker sem si mogla pač priznati, da bo to en ogromen poraz, ampak ni bil poraz, iskreno je bil pač samo en korak v pravo smer, v nekaj drugega, kar mi bo bolj ustrezalo. Iskreno vem, da je ogromno komentarjev glede tega, da sem šla ful prehiter, da sem prehiter predelala vse skupaj in da sem že prehiter šla z naslednjim. In jaz sem tak rekla, so situacije, ki jih pač
ne poznate in ne veste in jih ne bom omenjala, ampak sem zaradi določenih stvari začela celotno razmerje predelovati že septembra 2023. Takrat sem prvič šla na terapije, pa na terapije sem hodila že tudi prej, ampak sem začela hoditi še enkrat in sem res hodila vsak teden in sem začela pač predelovati celotno razmerje in se kind of pripravljati na to, da ta stvar ni za mene in da moram iti stran. Tako da ko sem enkrat jaz šla, je bilo to. Saj še vedno težko, še vedno te boli, še vedno je ono, why wouldn't he just change? Pa iskreno me je ozdravilo tega I can fix him mentalitya, pač no, you can't fix him if he doesn't want to fix himself. Get therapy and fix yourself. I'm not your therapist. Glavnem, ja, kasneje sem enkrat šla, je bilo to. Pač sem predelala in tudi nimam preveč velikih travm. Po tem razmerju je bila tudi lekcija, da predvsem delam v življenju stvari, ki res me veselijo. In že ko sem šla čez breakup, sem imela seznam stvari, ki jih rada delam. In sem s tem seznamom v bistvu tudi veliko prej predelala, ker sem ugotovila, da iskreno raj sem sama pa srečna. Lahko gledam kjerkoli film si želim, brez da imam nek judgment, ker mi je igralec všeč v filmu. Z Janom lahko gledam kjerkoli film, pa pač jaz mu povem, da Adam Driver je hot as fuck. In on je tak, I don't see it, but okay, you do you. Nekega tega weirdness around it. Enostavno sem postala to, kar sem in zdaj sem ratala pač ful bolj zadovoljna s tem. I'm not ashamed of it. Dejansko me ni ničesar več sram, pač ne vem, sploh cosplay ali kaj takega, zaradi tega, ker pač z Janom to delamo skupaj zdaj. Pa ogromno je še enih drugih stvari, ki so take, ampak pač enostavno sem lahko to, kar sem. Lahko rečem, da iskreno, jaz sem toliko srečna na tej točki v življenju, da res za letošnje novo leto ne rabim neke ful ogromne spremembe, ne rabim neki nov začetek, neke zaobljube, zaradi tega, ker je pač life čisto redu tako je. Ok, bi malo več šparala, bi malo manj monsterjev pila, ampak iskreno sem happy where I am. Vem, da bo nekdo komentiral, da je tek vsako leto to rečeš, vsako leto si ful srečna, bla bla bla. Let me remind you, da ne vem, če je že kdaj kdo priznal na internetu, da mu ni v redu. Like, kaj naj prijem tule na video, pa naj bom noben ne bo rekel, kako je nezadovoljen. I don't know, jaz sem trenutno, zelo sem zadovoljna in mislim, da se to tudi vidi, zaradi tega, ker imam pač energijo, drive in fucking pol ure že traja tale video, zaradi tega, ker to govorim, which in the past I couldn't do. That's it. To je to za ta video. A imam kakšne zaobljube za 2025? I guess rada bi prebrala čim več knjig. To je to. Pa rada bi šla v London, vsaj enkrat. Je bila grem 5krat, boš to boljš. Ja, avto bi šla rada zamenjala. Avto še vedno prodajam, tako da lahko greste na auto.net, pogledate za štirke in mogoče kupite moj avto. To je to. Ja, rada bi sam čim bolj uživala in čim več stvari delala, ki mene veselijo. Rada bi čim več Fortnite igrala, rada bi čim več... Trenutno igram Planet Zoo, which is random, ampak čim več igrc prešpilala, čim več filmov pogledala. Sicer to nama gre zelo z Janom bolj slabo, ker gledama serije. Čim večkrat bi rada šla v kino, čim večkrat bi se rada družila s Tejo, čim večkrat bi rada imela date night z Janom, čim več bi rada objemala Luno, pa čim večkrat bi imela starše na obisku. In to je to. Hvala, da ste gledali tale video. Vem, da je mečken dolg, ampak res sem hotela malo bolj govoriti. Hvala, da ste ga pogledali do konca. Če ste ga pogledali do konca, komentirajte tale emoji. Že ful dolgo nisem delala. Moram se to navaditi delati nazaj, ker je ful fun, da pol dejansko vidim, koliko vas je dejansko pogledalo video do konca. Lahko mi pa napišete tudi, kaj ste vi imeli letošnje zaobljube, kaj ste kaj dosegli v letošnjem letu. Karko lahko napišete dol spodaj. Lajkajte, subscribite se, pa vidimo se naslednjič. Lepo se imejte, veliko se smejte, pa srečno 2025. Ciao!